Največ občinstva imajo tisti, ki nastopajo pred kamerami, saj jih vidijo gledalci širom po svetu. Zato se bomo strahu pred nastopanjem poskusili znebiti prav tam, na televiziji Slovenija. Kumarice, voham kumarice. Ronja, Foxner, je kaj pa vidite? Lahko dobim ene kisle kumarice? Seveda, izvoli. Ej, Pepe, a si za eno akcijo? Moj sošolec pravi, da ga je groza in strah nastopanja v javnosti. Živjo, Ronja, živjo, Pepe. Jaz sem Naj in imam težavo. Vsakič, ko moram nastopiti pred večjo skupino ljudi, me je zelo strah. Kako vidva tako pogumno nastopata na televiziji? A bi mu pomagala? Jasno. Nastopanje na televiziji, ne? To ni mačji kašelj. Zato jaz razumem Najev strah, veš? Ampak vaja dela mojstra, zato ker stopimo noter. Alo, gremo not, pejmo not. No, vadili bomo v praznem studiu, veš? Nihče se ni rodil kot zvezda. Kot kaj si se pa ti rodil? Kako je z tebe nastal ribič, Pepe? Z mene. No, kaj pa vem, mislim... Stoj, skloni se. Tukaj piše, da si iz Hongkonga. No, veš kaj, mislim... Iz Hongkonga je pač stara moja ribiška srajca, ne? Sploh pa te srajce zdaj ne potrebujem. Ne potrebuješ srajce? Tele že ne. No, jaz sem pripravljen. No, kako se vam je pa zdelo tole? Biti ali ne biti je vprašanje. Ravna bolj žlahtno, kdor trpi, ko puščic prš proži neusmiljena usoda. Treme in strahu pred nastopanjem. Drage državljanke, spoštovani državljani, čakajo nas prelomni trenutki, ko bomo pokazali ves svoj pogum in premagali tremo. Borili se bomo s skupnimi močmi na vseh področjih. Na glasbenem, na gledališkem, na športnem. Pepe, no, ne nakladaj. Joj. Okej, ampak Najeve težave moramo rešiti, no? Tudi ti ne bi bil taka faca, če bi šlo za snemanje resnične oddaje. To imaš pa prav. Takole na samem mi gre vse gladko od rok. Ko pa to poskusim ponoviti pred občinstvom, se me pa polasti občutek tesnobe. Ta je še posebej močan, kadar si želim ustvariti zares dober vtis.
Poznam ta občutek in lahko ti pomagam. Ti meni, ali kaj? Brez izgovorov. Najprej si moraš spoprijeti s svojim strahom. Česa se najbolj bojiš? Najbolj se bojim, da mi ne bo uspelo in da se mi bodo potem vsi smejali, a ne? Čeprav vedno skrbno naštudiram vlogo. Marsičesa boš tam kaj pogrešal, kar ti tu je življenje sladilo. Glavi z deklicam več ne boš mešal, oj, nacizek prelepi ti moj. Dihaj, Pepe, dihaj. Z dihalnimi vajami pred nastopom se boš sprostil in umiril. Štaj do 6. Pa sej diham, no, sej diham. No, zdaj znam premagati tremo in lahko pomagam naju, a ne? Ampak veš, kaj mene zanima? A njega skrbi glasbeni nastop ali ga mučijo kakšni težki plesni koraki? Ne. Že vem. Skrbi ga neuspešen športni nastop. Niti ne. Že vem. Ne zna deklamirati in mu ni do nastopanja pred kamero. Nič od tega. Tremo ima pred pisanjem testov in spraševanjem. Viš, na to pa sploh nisem pomislil. Seveda, da vi ste zdaj v 3. razredu in ste začeli dobivati ocene. Ko sem bil še šolar, ne, sem doma vse znal. Ko sem bil pa pred tablo, mi je zaradi pomanjkanja samozavesti začelo šumeti v želodcu, začutil sem metulje in sem skoraj bruhal od strahu. No, nekaj podobnega se dogaja tudi z najem, čeprav vem, da se je veliko učil. Potem mu bo pa zagotovo uspelo. Le verjeti mora vase in se sprostiti. Misliš? Kaj mislim? Vem! Ej, Ronja, no in kako je potem šlo naju, ko je bil vprašan pred celim razredom? Upošteval je tvoj nasvet, da se ne sme bati neuspeha. Sicer pa sploh ocena ni najbolj pomembna. A ja? Koliko je pa dobil? 5, jasno. Dobri na sladoled, na lonček alkoholni, dobri se posladkat, kot že velikokrat. Dobri na sladoled, na lonček alkoholni, to z nami gre uživat spet. Kdo bo vanilijo, kdo sladko jagodo, kdo lizal modro bo nebo. Okusov dolg seznam, vse kar zapaše nam, težko nas pravi bo druga. Kdo gre na sladoled, na lonček alkoholni, kdo gre se posladkat, kot že velikokrat. Kdo gre na sladoled, na lonček alkoholni, kdo z nami gre uživat spet. V senco gremo mi, da se nam ne stopi in nam med prsti ne spozi. Da nam polepša dan, ki vroče kot vulkan, skrbi odnese dalec stran. Alkoholni, to z nami gre uživat spet. Kdo gre na sladoled, na lonček alkoholni, kdo gre se posladkat, kot že velikokrat. Kdo gre na sladoled,
lonček alkornet, kdo z nami gre uživa spet. Kdo z nami gre uživa spet. Kdo z nami gre uživa spet. Pa smo premagali še strah pred nastopanjem. Tega še prav posebno dobro poznam jaz. Ja, in prav zoprno je, ker lahko zaradi njega dobiš slabšo oceno. Ja, ampak kar brez strahu. Z Ronjo sva strah pred nastopanjem premagala tako, da sva se nanj dobro pripravila. Če se dobro pripraviš na nastop, je trima pravzaprav odveč. Za dober glasbeni ali plesni nastop se pripravimo z več vaje. Za preverjanje znanja pa z več učenja. Drugače ne gre. Pomaga pa tudi globoko dihanje in štetje. 1, 2, 3, 4. Ampak če imaš ti kakšno težavo ali kakšen strah, pa lahko vedno pokličeš tudi na tom telefon. Ja.